Pozlačeni rimski bronasti kip iz Ljubljane sodi med najpomembnejše eksponate Narodnega muzeja Slovenije in je eden od redkih v celoti ohranjenih antičnih bronastih kipov. Ti so bili v rimski dobi sicer pogostejši kot marmorni kipi, vendar so večino zaradi dragocenega brona pretopili. Našli so ga leta 1836, ko so severno od današnjega Kongresnega trga ob današnji Slovenski cesti gradili stavbo, ki stoji še zdaj. Kip s podstavkom Kapitel, ki je razstavljen nasproti kipa, približno četrtina trupa stebra ter drugi kamniti deli, ki se niso ohranili, so sestavljali rimski nagrobni spomenik. Stal je ob glavni cesti, ki je s severa vodila v Emono. Če želite izvedeti več o tem nagrobnem spomeniku, ki se je zgledoval po Trajanovem stebru v Rimu, si oglejte razstavo v prvem nadstropju muzeja. Kip predstavlja mladeniča iz časa cesarja Trajana, ki je vladal med letoma 98 in 117 našega štetja. Na to kažeta njegova pričeska in oblačilo. Slogovne značilnosti kapitela prav tako govorijo v prid dataciji v trajanski čas. Mladenič stoji v klasični govorniški drži. Oblečen je v togo, značilno rimsko oblačilo, ki so ga smeli nositi le rimski državljani, torej moški s privilegiranim pravnim položajem. Na obrobju Italije, kamor je sodila Emona, in v provincah je bila v cesarski dobi toga predvsem statusni simbol in izraz državljanskih pravic. Kip je sestavljen iz več kosov, ki so debeli le par milimetrov in so bili uliti iz toge, glave z vratom in dekoltejem, manjkajoče desne roke od komolca dalje in leve dlani ter obeh stopal. Kip je nosila železna palica v notranjosti, ki je bila s svincem zalita v marmorni podstavek. Na hrbtni strani so v zgornjem delu opazni vodoravni sledovi, ki kažejo na zlatenje z zlatimi lističi. Vidni so tudi številni pravokotni vložki in en večji, večkoten, s katerimi so pred zlatenjem popravili nepravilnosti, ki so pri vlivanju nastale na površini kipa. Na popravilo kažejo tudi zakovice, s katerimi so na kip z njegove notranje strani pritrdili podloge. Z njimi so utrdili razpoke, ki so na kipu nastale pri odlivanju ali neposredno po njem. Kapitel iz belega marmorja s Pohorja ima reliefni okras. Na zgornji površini sta dve kvadratni luknji. Vanju sta bila s svincem zalita železna zatiča. En zatič z zalivko je izpadel. Z zatičema je bil na kapitel pritrjen marmorni podstavek z bronastim kipom. Kapitel in podstavek kipa so po odkritju leta 1836 ločili tako, da so zatiča prerezali. Njun drugi del je viden na spodnji strani marmornega podstavka kipa. Na sredini spodnje strani kapitela je s svinčeno zalivko v luknjo pritrjen podoben železen zatič, s katerim je bil kapitel pritrjen na vrh trupa kamnitega stebra. Tega ob odkritju verjetno niso prenesli v muzej.